Visoke cene oskrbnin v Sloveniji so namreč tudi posledica dejstva, da je na področju dolgotrajne oskrbe vse več zasebnih domov s koncesijo, ki lahko prebivalcem domov zaračunavajo višje cene oskrbe, kot veljajo v javnih domovih. Po ugotovitvah Računskega sodišča porabniki storitev za oskrbo kategorije 1 pri koncesionarjih plačujejo v povprečju kar za 27,7% višjo ceno kot uporabniki, ki so vključeni v javne zavode. Zaradi nedavnih razpisov za koncesije se bo delež zasebnih domov v primerjavi z javnimi bistveno povečal, kar pomeni splošen dvig cen oskrbe v domovih starejših občanov. Razlika v ceni je posledica posebne pravice, ki jo imajo koncesionarji, da lahko v stroške oskrbe zaračunavajo stroške investicije oziroma svojih lastnih kreditov. Še več. Sistem dopušča, da uporabniki v daljšem časovnem obdobju preko višjih oskrbnin preplačajo stroške zasebnikov, s tem pa zasebnemu kapitalu zagotavljajo čisti profit. Koalicija je žal zavrnila priporočilo, da se tovrstno zaslužkarstvo omeji, kot tudi priporočilo, da se pravica do pribitkov k ceni oskrbe enostavno ukine. Naslednji, že dalj časa obstoječ problem je dvojno zaračunavanje in doplačilo za storitve socialne oskrbe, ki jih starostniki v domovih plačujejo iz žepa. Dejanska cena oskrbe je namreč višja, kot znaša formalna cena oskrbe v domu za starejše občane, resničen strošek bivanja in oskrbe v domu je v veliki meri odvisen od dodatnih plačljivih storitev, katerih obseg in cene se lahko v posameznih domovih razlikujejo. Čeprav je denimo pomoč pri vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, pomoč pri komunikaciji ter orientaciji v zakonodaji jasno definirano kot del socialne oskrbe, večina domov te storitve dodatno zaračunava. Stanovalci so že plačali visoko ceno za oskrbo v socialno-varstvenem zavodu, zato je neprimerno, da se jim dodatno zaračunava pomoč recimo za striženje nohtov, oblačenje nogavic, posedanje v invalidski voziček in tako naprej. Nepravilnosti na tem področju je ugotovilo tudi Računsko sodišče. Koalicija je navkljub temu zavrnila priporočilo, da naj ministrstvo jasno določi, da se storitve socialne oskrbe stanovalcem ne smejo dodatno zaračunavati ter določi obvezno soglasje ministra k cenikom dodatnih storitev. Naslednji problem je dejstvo, da starejši ob sprejemu v dom v celoti izgubijo pravico do varstvenega dodatka. Na dejansko ceno oskrbnin oziroma ceno, ki jo starostniki plačujejo za bivanje in oskrbo v domu starejših občanov, bistveno vplivajo tudi določbe socialne zakonodaje. To je še posebej pomembno pri starostnikih z nizkimi dohodki in pri starostnikih brez dohodka. Bistven del razpoložljivega dohodka revnih starejših predstavlja ravno varstveni dodatek. Samske starejše osebe brez lastnega dohodka so upravičene do 591 evrov varstvenega dodatka, ki pa jih izgubijo z dnem, ko so sprejete v dom starejših. Poleg izgube samostojnosti in avtonomije, ki je posledica izgube lastnega dohodka in pravice razpolaganja z njim, se finančno breme v zvezi z oskrbo in bivanjem v domu v celoti preloži na družino uporabnika. Levica je predlagala priporočilo, da naj upravičence do varstvenega dodatka le-tega ohranijo ob sprejetju v dom, a je tudi to priporočilo koalicija zavrnila. Zadnji problem, ki smo ga hoteli nasloviti, pa je odvzem premoženja družinam, katerih starostniki so v času bivanja v domovih koristili oprostitev plačila socialno-varstvenih storitev. Za kaj gre? Če starostnik ali njegova družina oskrbnine ne morejo plačevati, lahko vložijo vlogo za oprostitev plačila socialno-varstvenih storitev. A ta oprostitev ni socialna pomoč, ampak socialni kredit. Socialni kredit saj država oziroma občina z uveljavitvijo pravice pridobita pravico do odvzema premoženja po smrti starostnika. Omejitev dedovanja, ki še posebej velja v zakonu o socialno-varstvenih prejemkih, določa, da se dedovanje premoženja osebe, ki je bila oproščena plačila oskrbnine, omeji v višini 2/3 višine stroška oprostitve. Posledica te določbe je, da se starejši in njihove družine
zaradi strahu pred izgubo premoženja oziroma prenosa hiše, stanovanja ali zemlje na svoje otroke in vnuke, odpovedujejo svojim socialnim pravicam. Vladne stranke niso podprle priporočila, da se ta predmoderni mehanizem socialnih kreditov ukine. SDS, NSI in SMC se torej strinjajo z dedovanjem revščine oziroma z nacionalizacijo osebne lastnine mrtvih revnih upokojencev. V Levici nas torej veseli, da bo vlada končno namenila teh 16 milijonov evrov za nujno potrebne dvige plač v domovih za starejše. A problem visokih cen za oskrbo, visokih cen za bivanje v domovih ostaja nerešen. Napovedana liberalizacija dolgotrajne oskrbe, privatizacija njenega izvajanja in podeljevanja koncesij zasebnemu kapitalu pa bodo problem visokih cen in nedostopnosti oskrbe le povečale. V Levici bomo zato še naprej vztrajali pri popolnoma javnem in solidarno financiranem sistemu dolgotrajne oskrbe brez ponižujočih kriterijev in pogojev za njegovo univerzalno dostopnost. Hvala lepa.